Gospod Pušnik, danes remi, izid 0-0 tekma, ki mogoče ni bila najbolj zanimiva za gledalce. Verjamem, da v tem trenutku tudi vi s to točko niste zadovoljni. Ne, nasprotno, tako kot smo danes igrali, moramo biti zadovoljni s točko, pa ne zato, da bi imeli Domžale več priložnosti od nas. Tu je bila tekma kar izenačena, Domžale zelo agresivno, mi pa smo danes odigrali slabo, to moram priznati. Mogoče tudi sam krivec za to nepravilni zbor igralcev, 3-4 so bili res zelo nerazpoloženi, predvsem v napadu smo danes imeli ogromne probleme, ne toliko zaradi tudi dobre in agresivne igre Domžal, kot bolj zaradi tega, da se nismo dovolj gibali, brez žoge ponujali. Sicer smo navidezno imeli premoč, držali žogo posesti, to da zaključnih strelov na vrata gostujočega vratarja ni bilo. Na koncu mislim pravičen izid. Tekma je sicer imela veliko tempa, veliko teka v obe smeri, to da če ni zadetkov, jasno, da ne more biti zadovoljni domači gledalci, tako niti jaz ne, pa upam, da bodo ti fantje sami dovolj samokritični, saj po tekmi v Kranju, kjer smo igrali odlično, imeli 7-8 100% priložnosti, danes jih nismo imeli, to da rezultat 0-0 doma me ne zadovoljuje in sem kar slabe volje. Sedaj 3 tekme brez zmage po odličnem začetku, vas to kaj skrbi? Ja, jasno je, da si bi bolj želel zmage, ampak normalno je bilo vse skozi, poudarjam, da bo moštvo tudi padlo, da bodo vzponi in padci, tisti vzponi so že bili, zdaj si pričakovan padec. Jaz upam, da se bomo čim prej pobrali. Bolj me skrbi to, da si danes nismo ustvarjali priložnosti in se dovolj odkrivali. Igra v obrambi je bila dobra, zanesljiva, v vezni liniji pa res premalo ponujanja napadov, pa tako kot sem dejal, brez zaključnih strelov in to me skrbi, ja. Bo pa verjetno motivacija sedaj toliko večja na naslednji tekmi lokalni derbi proti Rudarju. Ja, te šaleško-savinski derbiji so zmeri, ponujajo dober nogomet, plus tega nikoli ni favorita, ne glede na uvrstitev na lestvici, točke ali karkoli. Mi bomo šli z odprto igro v Velenje, zdaj smo 2-krat igrali neodločeno in želimo si naslednjič zmagati. Na današnjem gostovanju tukaj v Celju na koncu remi, točka, ampak v tem trenutku je za vas to zelo pomembno po nekaterih ne najboljših tekmah. Kratek komentar današnjega srečanja, prosim. Tako je, končno smo tudi mi igrali neodločeno, do sedaj še nismo imeli remija. Mislim, da smo si zaslužili točko, če ne celo več. V prvem polčasu bi lahko povedali z vsaj enim golom prednosti. Lahko rečem, da sem ponosen na fante, ki so odigrali zelo kvaliteten dvoboj. Bil pa bi vrhunski, če bi take tekme uspeli še zmagati. Zato pa potrebujemo nekaj več kvalitete in zbranosti v napadu, to pa je nekaj, kar nas spremlja praktično celotno prvenstvo. Pravim, da sem ponosen, po mojem mnenju smo bili boljši proti zelo kvalitetni ekipi, ki igra hiter nogomet in ekipa, ki je danes zaradi naše dobre igre igrala nekoliko slabše. Čestitam pa jim za prikazano, mi pa gremo naprej. Zdaj smo nazaj po seriji 2 zaporednih porazov. Ritem je sedaj kar naporen, sedaj vas čaka že nova tekma čez vikend, obračun doma proti Aluminiju in tukaj seveda gre iskati 3 točke, zmaga bi nekako morala biti. Mi gremo vedno na zmago, kot tudi nasprotnik. Tako je bilo danes. Želimo igrati v tem ritmu, ki je dober za igralce. Nekateri so nazaj po poškodbah in ta težek razpored jim je samo pomagal. Pred nami je nova tekma, nova priprava, nov praznik nogometa in tako gledamo na to. Gremo na zmago, pa bomo videli, kaj bo.